Dobrodošli, prišli ste v ljubljansko porodnišnico, kjer deluje Humana mlečna banka že skoraj 3 leta. Marta Borštaner, diplomirana medicinska sestra, svetovalka za dojenje. V zamrzovalni omari zbiramo mleko darovalk. Zbiramo ga lahko 3 mesece, potem pa ga toplotno obdelamo. Imamo Holderjevo pasterizacijo, ki dela pol ure na 62 stopinj pa pol. In potem je to mleko res varno za uporabo. Darovalka je lahko tista mama, ki ima več mleka, kot ga porabi njen otrok. In njen otrok ni starejši od 6 mesecev. Darovalke morajo biti zdrave mame, zdrav življenjski slog, potem jih pa še dodatno serološko testiramo za različne prenosljive bolezni in na koncu mleko še toplotno obdelamo, tako da je res varno za uporabo in prva izbira, če ni na voljo maminega mleka. Tukaj je pa že pasterizirano mleko, tukaj pa ni več priimkov, so pa samo številke, tako da res lahko izsledimo vsak vzorec. Vsako pasterizirano mleko vzorec pošljemo še na mikrobiološko preiskavo. In naredijo res eno dobro delo, predvsem za te najmanjše, najbolj ranljive, za nedonošenčke pa bolne. Zaradi njih to delamo. Tole je naš Laktari. Ta prostor je namenjen našim mamam, ki imajo otroke pri nas ponavadi na otroški intenzivi v oskrbi, zato da lahko izbrizgajo mleko, ki ga potem damo kot prehrano njihovim otrokom. Otroci to mleko dobivajo ali po sondi ali po steklenički, to se pravi po cuclu. Ko pa so otroci toliko zmožni ali pa toliko močni, da se lahko dojijo, pa potem jasno začenjamo tudi z dojenjem. Moje ime je Vesna Fabijan Vodušek, sem perinatalologinja, kar pomeni, da se ukvarjam v glavnem z patološko nosečnostjo in z vodenjem patološke nosečnosti. Vedno rečem mamam, ker velikokrat obupajo nad tem, ker brizganje je v resnici čisto nekaj drugega, kot je dojenje. Če si vztrajen, predvsem pa, če so otroci taki, ki pač to dovolijo, je lahko vzpostaviti dojenje tudi potem, ko so že dalj časa hranjeni po steklenički. Jaz sem pač na žalost rodila oba otroka prezgodaj, tako da sta bila tudi sprejeta pri nas na otroško intenzivno enoto in moram reči, da sta po odpustu bila oba polno dojena do starosti približno 6 mesecev. Hčera se je pa potem dojila do starosti 1 leta pa pol, tako da moram reči, da če si vztrajen, se da tudi to doseči. Pri poplavi vsega tega, kako je super biti mama, kako je super roditi, kako je super dojiti, jaz mislim, da se ženske nekoliko sramujejo, da bi poiskale pomoč in si potem enostavno ne priznajo, da bi lahko v resnici s pomočjo šlo lahko tudi drugače in potem je najbolj primeren izgovor navadno, ja, se moja mama tudi ni dojila, pa moja prijateljica tudi ni dojila, pa tudi jaz ne bom dojila. Samo dojenje je pač v prvi vrsti najbolj naraven način prehranjevanja za dojenčke, za novorojenčke. Začetno dojenje vsebuje ogromno zaščitnih snovi, ki jih otrok potrebuje pri svojem nadaljnjem življenjskem razvoju. Predvsem z dojenjem pridobiva zaščitna protitelesa, ki ga ščitijo pred nadaljnjimi eventualnimi okužbami. Z dojenjem pridobiva tudi različne druge snovi, vitamine, minerale, ki jih potrebuje za svoj razvoj, kot je to na primer železo ali pa D-vitamin. In pa jasno, samo dojenje zmanjšuje tudi pojavnost različnih alergij. Zato je predvsem v današnjem svetu, ko je teh alergij vedno več, zelo pomembno, da so otroci vsaj delno dojeni. Za vsakih 12 mesecev, ko ženske dojijo, se njihova možnost, da se pojavi rak na dojki, zmanjša za približno 4-krat. Ta povezava je celo bolj izrazita pri nehormonsko aktivnem raku dojke kot pri hormonsko aktivnem raku dojke. Povezujejo pa to s tem, da samo dojenje v resnici podaljša neaktivnost jajčnikov. Raziskave so bile na podobnih številkah narejene tudi za raka na maternični sluznici,
kjer je to zmanjšanje za približno 10%, in pa za raka na jajčnikih, kjer pa je to zmanjšanje v resnici že kar 30%. Tako da je res predvsem za te ginekološke rake dojenje en zelo velik zaščitni faktor, ki preprečuje, da bi se rak sploh pojavil. Če pa se pojavi, pa je ta ponavadi v neki manj agresivni obliki. Dojenje se načeloma svetuje vsaj 1 leto, se pravi, če pa ne gre, pa vsaj do uvajanja trde prehrane, kar pomeni tam nekje do starosti 6 mesecev. Mi vedno rečemo, da če dojenje ne steče popolnoma, je kakršnokoli dojenje je boljše, kot pa da ženske ne dojijo. Namreč začetno mleko vsebuje veliko zaščitnih snovi, predvsem veliko protiteles, ki lahko ščitijo otroka pred eventualnimi okužbami. Če gledamo podatke, koliko žensk doji ob odpustu iz porodnišnice, je ta odstotek nekje med 85 in 90%. Vendar pa po podatkih, naprimer, ki jih imamo mi v Levnišču, pa potem ta odstotek 6 tednov po porodu, ko pridejo ženske na prvi poporodni pregled, precej pade, tako da potem so pa številke tam nekje med 65 in 70%. Vsaki ženski bi svetovala, da res poskusi dojiti svojega otroka. Namreč dojenje ni nekaj, kar bi bilo mami in otroku nekaj samo po sebi umevnega. Dojenja se je treba naučiti in veliko mam se tega v resnici ustraši. Zaradi tega, ker je povezava v resnici učenje otroka, kako sesati, kako se pristaviti, lahko občasno traja dalj časa. In če takrat ne vztrajamo, lahko v resnici do popolnega dojenja nikoli ne pride.